Lep pozdrav sredi meseca novembra, v katerem so te dni oči svetovne javnosti uprte v Združene države Amerike in tekmo za predsednika ali predsednico. V lokalnem okolju pa obeležujemo 1700-letnico rojstva svetega Martina in prireditve povezane z njegovim godom ter mladim vinom. Sicer pa smo za informativno oddajo tega tedna zbrali še nekaj dogodkov vrednih ogleda, zato prijazno vabljeni pred male zaslone. Tudi krajani Visol se vsako leto poklonijo spominu na mrtve. Kako ukrepati, če zagori na odlagališču odpadkov? Sveti Martin, ki je živel v 4. stoletju, je romal tudi skozi naše kraje. Slikarka Maja Šubic raziskovala življenje in delo Erasmusa Darwina, ki je postavil temelje razvoju vrst. V policijskem poročilu o grožnjah delavcu, drzni tatvini v trgovini, vlomu in drugih kaznivih dejanjih ter prometnih prekrških. V rubriki Lokalne novice o dogodkih preteklega tedna, med njimi tudi nekaj več o tem, kdo je bil sveti Martin. Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica je v petek 28. oktobra pri spomeniku NOB v Visolah izvedla spominsko slovesnost ob 1. novembru, dnevu spomina na mrtve. Pri spomeniku so položili cvetje, prižgali svečke in se spomnili vseh, ki so dali življenje v narodno-osvobodilni in osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Na spominski slovesnosti, ki jo je režirala Jožica Repnik, so sodelovali mladi iz naselja Visole. Mlad partizan molči stoji, obljubo deklica je dala, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala in se povrne partizan. A partizan prisiže svito, da hrabro bude se boril in preko mine eno leto bo narod svoj osvobodil. Ko drugo leto borbe mine, prejela draga pisemce, da partizanov vrh planine prebila krogla je srci. Počivaj jezero v tihoti in listje rahlo mi šumi na dnu samotnega jezera, dekle nesrečno mirno spi. Oktober, letošnji mesec požarne varnosti, je bil namenjen preventivnemu osveščanju ljudi na področju požarne varnosti in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pod temo Delujmo preventivno. Za zaključek meseca požarne varnosti je občinsko gasilsko poveljstvo občine Slovenska Bistrica v sredo, 2. novembra, izvedlo generalno taktično gasilsko vajo na odlagališču in zbirnem centru Pragersko. Na vaji so sodelovala vsa gasilska društva iz Slovenske Bistrice. Letos mineva 1700 let, odkar se je rodil sveti Martin Turski. Rodil se je leta 316 v Sabari v Panoniji, današnji Sombotel, Madžarska. Njemu v spomin poteka pot svetega Martina od rodne Sabarije do Toursa, na kateri postavljajo stopinje svetega Martina na krajih, ki so povezani z njim. Gre za manjše skulpture, ki jih vgradijo na vidno mesto v zgradbi ali v tlak.
Teh stopinj je postavljenih veliko tudi v Sloveniji, med njimi je bila kot druga postavljena na cerkvi svetega Martina na Šmartnem na Pohorju. Obletnico rojstva svetega Martina z nekaj dogodki obeležuje tudi Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Tako je uvodoma v četrtek 3. novembra v projekcijski dvorani Bistriškega gradu o svetem Martinu Turskem predaval dr. Ferdinand Šerbel. Sveti Martin v marsičem prvi v krščanstvu Zahoda, s tem, da je prvi svetnik, ki je postal na Zahodu svetnik, da ni bil mučenec. Prvi svetnik, ki je dobil življenjepis za časa življenja. To pomeni, da v njem imamo dosti konkretnih podatkov, kajti večina svetnikov je dobila 200-300 let kasneje zgodbe, ki jasno komaj kaj lahko verjamemo. Je pa tudi še nekaj, na kar pozabljamo, da je on začel meništvo v zahodnji Evropi. Benedikt je organiziral prvo samostansko skupnost na Monte Cassino leta 529, ampak sveti Martin je pa že tam 360 ustanovil prvo redovno skupnost. S tem, da menihi se ne klatijo okrog ali pa da živijo kot pošavniki, ampak da živijo skupaj, da skupaj molijo in da skupaj skrbijo za tisto gospodarstvo, od katerega se preživljajo. Tako da je bil res unikum v Evropi, v zgodnji evropski zgodovini in s tem tudi seveda mu to pripada, to častno mesto, da ga je Svet Evrope razglasil letos za osebnost Evrope. Seveda, sveti Martin je bil ideal srednjeveškega človeka, srednjeveškega viteza, kajti vsak vitez, ki je šel po svoji življenjski poti, je želel iti po poti svetega Martina, kajti najprej si vojak, vojščak, se bojuješ, ko pridejo pa zrela leta, pa odložiš orožje in greš mirno samostansko življenje. Seveda, Martin ni imel mirnega samostanskega življenja, ampak to je bil ideal. Zato ni čuda, da so stare pražupnijske cerkve nastale ravno tiste cerkve, ki so bile nekoč lastniške. Ko kak plemič postavil cerkev in jo postavil svojemu vzorniku, meniho in pa škofu svetemu Martinu. Mi svetega Martina poznamo pač po teh dveh osnovnih podobah. Martina, ko deli plašč z beračem, ga takoj prepoznamo, na konju pa berača zraven, seveda, če imel pa sulico, bi pa bil sveti Jurij, potem pa Martina škofa, ki ga pa seveda, če mu manjka osnovni atribut, goska, pač ne bi več vedeli, za katerega škofa gre. Tako bomo tudi o tej goski spregovorili. Tako da Martin se nam pojavlja v teh dveh oblikah. Seveda, da na oltarjih je večinoma nastopaš kot škof, kot duhovnik in zato ga tudi pogosto srečamo na oltarjih z tole gosko. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je ob zaprtju razstave Maje Šubic v soboto 5. novembra v projekcijski dvorani Bistriškega gradu izvedel predavanje z naslovom Erasmus Darwin 1731-1802. O zdravniku, izumitelju, pesniku, botaniku in filantropu je predavala Maja Šubic. Erasmus Darwin je sicer dedek najbolj znanega Charlesa Darwina in prvi, ki je postavil teorijo evolucijskega razvoja. Policisti in kriminalisti Slovenije Bistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 6 kaznivih dejanj, od tega vlom, poskus drzne tatvine, poškodovanje tuje stvari, grožnja, nasilje v družini ter kršitev temeljnih pravic delavcev. Slovenska Bistrica. Delodajalec delavcu v letih 2015 in 2016 ni izplačal regresa, delavec je oškodovan za 1252 evrov. Bivši delodajalec je resno grozil nekdanjemu delavcu tako v lokalu kot na hodniku sodišča. Neznani storilec je vlomil v skladišče, od koder je odnesel več kosov različnega ročnega orodja vrednega 2000 evrov. V nakupovalnem centru je neznani storilec odpeljal na parkirišče poln nakupovalni voziček, ne da bi plačal. Ko so ga prodajalke opazile, je zbežal in pustil blago na parkirišču.
Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 9 prometnih nesreč, podali 6 obdolžilnih predlogov, izdali 28 plačilnih nalogov in odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so odvzeli 2 motorni vozili. Zaradi kršitve javnega reda in miru so policisti posredovali 3-krat, izrekli prepoved približevanja ter opravili asistenco zdravstvenemu osebju. V restavraciji Sodexo v Slovenski Bistrici je v četrtek 27. oktobra potekala volilna skupščina Judozveze Slovenije, ene najuspešnejših panožnih zvez v državi. Delegati so za novega predsednika s prvim polnim mandatom izvolili starega predsednika Darka Mušiča. Mušič je pred 2 letoma nasledil Bogdana Gabrovca, ko je ta postal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. Po skupščini so podelili tudi posebne nagrade za dosežke na letošnjih olimpijskih igrah v Riu. V središču pozornosti je bila seveda olimpijska prvakinja Tina Trstenjak. Kako doživljate pravzaprav ta svoj nastop? Ja, seveda se lepo spomniti, to nikakor ne moreš pozabiti, to bo večno del mene, to so zelo lepi spomini, ampak jih je težko pisati, res, ker to, kar se mi je zgodilo, je fenomenalno in še zdaj se mogoče čist ne zavedam, da sem pa res olimpijska prvakinja. Tudi celotna sezona je pravzaprav bila fenomenalna. Ja, res je, pač poleg tega, da sem na olimpijadi zmagala, sem postala tudi v tem letu evropska prvakinja, pa lansko leto svetovna, tako da lahko rečem, da se je vse išlo res v najboljše možno, kak je možno, no. Jaz sem zelo vesela, no, da mi je uspelo to, kar sem dosegla. Želim pa si, da bi mogoče kaj od tega ponovila, drugače pa si želim, da bi ostala zdrava. To mi je glavna želja, ker vem, da če bom zdrava, ne bom poškodovana in bom lahko trenirala in je vse možno za naprej. Priznanja so prejeli tudi Adrian Gomboc, ki je v Braziliji osvojil 5. mesto, nosilka bronaste medalje Anne-Marie Velenšek ter trenerja Urška Žolnir in Marjan Fabjan. Ja, vsekakor moram biti z rezultatom zadnjim in vsemi rezultati v tem letu moram biti zadovoljen, zato ker izkupiček je bil popoln, nekje je bil tak, kot smo tudi računali. Škoda je bilo samo poškodbe Ane Velenšek, ker bi mogoče še tam se bila lahko vrstila po višjem rezultatu in seveda ta predfinalni del Adriana Gomboca, ki kot smo videli, da tudi ni veliko manjkalo. Ko mine to obdobje oziroma ko mine te olimpijske igre, pa ko je vsega konec, ko se usedeš, potem lahko malo razmisliš, pa vidiš, da bi se še dalo več, ne. Nekaj časa ste celo razmišljali, če boste nadaljevali s trenerskim delom, zdaj je jasno, da boste. Kakšni so torej načrti za naprej, seveda znova poseči po vrhu? Nikdar nisem rekel v tem obdobju zelo od olimpijskih iger, da je jasno pa da bom, ker to se še nismo odločili nikjer, pa tudi nisem nikjer potrdil. Jaz sem samo začel naprej z delom delati, pa tudi če ne bi bil, teren pripravljati tudi za naprej. Spoštovani, že tradicionalno v teh dneh praznujemo Martinovo in rojstvo mladega vina. Nikar ne sedite za volan, pa tudi če ste popili le nekaj kapljic rujnega ali katerokoli drugo alkoholno pijačo. S tem namreč ogrožate svoje in tuje življenje. Čeprav se je vreme skisalo in že diši po snegu, pa preživite konec tedna kar se da varno. Sicer pa vas v nadaljevanju vabimo še k ogledu arhivskega posnetka zadnje iz niza pogovornih oddaj Vezni člen. Obeta se vam zanimiv klepet med atletinjo Natalijo Waldhuber in plesalcem Aljažem Škorjancem. Pa srečno, do prihodnjega tedna.